poševno oko, godno za poroko. Druga objema in mečka. To cvijenje ne pozabiš. 3 minute čez 8. 14. september je in seveda vsem skupaj dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro tudi našemu četrtkovemu gostu, tokrat je to Marko Žerjal. Čeprav je prvič v našem novem studiu, ne? Res je. Ni pa prvič pri Caprisovem mikrofonu. Se kdo mogoče spomni leta 2016, tako je zvenelo, ko je bil na Open Air. Danes sem na Open Airu, z vami bil Marko Žerjal, komik iz Kopra. Ne vem, nič posebnega nisem. Sem komik iz Obale, sem lep, pameten, duhovit, predvsem pa skromen. Na Open Airu danes je bilo kar v redu. Malo je bilo tako treme, ne, kot je običajno prvič, ampak sem se ful zabaval, res ful dobro. Zapomnil se bom predvsem vzdušje. Dela tukaj na Radio Capris je ful boljši kot kjerkoli druge. Delati na Radio Capris je ful boljše kot kjerkoli drugi, a to še drži? To je bila demo verzija, čakaj, ne vem, kako je drugače. Takrat je bil folk, Marko bi tiramisu, Marko bi kavo, ne vem, če tako vsak dan, ampak takrat je bilo lepo, ja. Tudi danes smo ti ponudili kavo in kaj, nisi hotel nič? Ja, ma spet je to demo verzija. Alora, ampak vseeno ostajaš pri mikrofonih, dejansko imaš stand-upe, na YouTubeu te lahko vidimo. Tako je. Zakaj ne na radio? Ker je treba vstajati ob takih nečloveških urah. Pa ni nujno, da bi bil jutro. Obstaja popoldanski program. Bi ostal če pa v si večerni. loser, ampak daj biti iskreni, če hočeš, da te kdo posluša, moraš biti zjutraj. Vemo, zakaj je Audi zjutraj, vemo, zakaj ste vi zjutraj, ne se hecati, fantje. Spet je to neka demo verzija, bi rekel. Je, tako, light. A ste še budni, kako lepo za vas. Če se dotaknemo tvojega stand-upa, v bistvu deluje, kot da bi bil stand-up v teatru, kot je rap v glasbi, recimo. In nekaj pripovednega in v tem primeru tudi nekaj smešnega. Kdaj si začel stand-up? To si z Wikipedije prebral. Kaj pa? Kdaj? Veš, da se spomnim zres. Tako njih 8 let nazaj, ali 9 mogoče že. Nekaj takega moglo biti. Torej, naslednje leto 10-letnica boš praznovala na kakšen poseben način. Moram dejansko klicati bivšo. Ve točen datum. Ja, brez avanci, jaz ne. Tako da moram preveriti, ampak ja, 10 let bo mogoče ne, enkrat naslednje leto, ja. Mogoče kaj naredim. Pa si upaš narediti ta klic? Jaz sem komik, ne mislim še ga resno. Ne bo je mala resno, v bistvu, ko boš ti klical. A te je v bistvu kakšen nastop kdaj spravil težave zaradi teh tvojih pikrih? Ja, na moji premieri, moje predstave, lani, mi je ena gledalka napisala potem, da jo bo prijavila na policijo. Ker je dojela, kot da v moji predstavi jaz zagovarjam nekatere zelo neokusne stvari. Čeprav v bistvu nisem, sem norčeval se iz tega, ne? Ja. Bolj norčeval iz ljudi, ki počnejo take zadeve. Niti ne bom omenil kaj. Tako slabo je bilo in ženska misli, da mislim, to je ful dobro in rekla, da jo bo prijavila na policijo. In te je? Ne vem, iz tega pol ni bilo nič, ker lahko ali ni, ali pa je policija dobila to in bila, kaj? Pa da ne Marko Žerjal. Komik se je hecal, o moj bog, hitro vstal tega. Mi bomo o YouTubeu in tudi tvojih glasbenih kritikah govorili že naprej takoj po tem komadu in sicer Jonas Brothers in Waffle House. Spomnimo pa še to, da če kdo želi, lahko tudi pokliče na 081 Res je. 179 ali pa pošlje SMS na 041 533 288. 8 je ura, je 14. september, danes je mali petek, četrtek in Waffle House, Jonas Brothers na Caprisu, gotovo bi zapasili kakšni vafli, ampak naš gost, ne vem, če je wafel ali kakšna druga sladica, kako bi se ti poimenoval kot sladico? Če bi se mogel primerjati, da si neka sladica. Lih to sem razmišljal danes. O moj bog, kakšno ključe, ne? Bi bil palačinka, bi bil. Mogoče. To sta življenjska vprašanja, ki se pogosto porajajo, ne? Vesel sem, da si me vprašal nekaj tako tehnega. No, ampak če smo že pri definicijah, ne? Kakšna je prava definicija? Si ti komedijant, humorist, stand-up komik? Kaj je Marko Žerjal? V bistvu sem komik. Ker delam stand-up, na YouTubeu sem smešen, tako da sem komik na več področjih. Okay. Stand-up pa YouTube. Tako, in v bistvu si na YouTubeu dobil kar tako en svoj prostor in tudi svoje neke privržence. In v bistvu najprej z nekim videom, ko si političnim sledilcem levice postavil fašistični manifest in ga predstavil kot boj za pravice v Siriji, predvsem pa serijo Bednik, kjer si predstavil nekatere najbolj bedne, v navednicah, slovenske komade. Koliko dela ti je to vzelo in kako si sploh prišel na to idejo? Komadi konkretno govorimo precej. Te 10 najbolj bednih komadov sem delal po moje, tako vse skupaj od začetka do konca en mesec. To je, mislim, tako čisto subjektivno menja, se ti zdi to dosti en mesec? Ja, to je ogromno, moj bog. Zdaj, na video ne porabim en mesec, nikoli več od takrat. To je bilo prvič, da sem delal nekaj v tem stilu, tako da sem mogel razmisliti, kako bom stvar zapeljal,
kaj vse bi dal notri. Jaz takrat sem mislil začeti z enim komadom, da bi samo en komad naredil review. In sicer je bil to Matej Železnik, Japonka s Portoroža, ki mi je očaral, ko sem ga To je slišal. slovenska klasika. To je čisto legenda. Kdor ne pozna, ne vem, kaj delate. Iz tam je padla ideja, pol pa sem razmišljal, kaj če bi lahko naredil malo večje, da bi ne samo en komad, ampak več. In potem je bilo prvo zbrati 10 najbolj bednih komadov, kar je podvig, ker moraš preposlušati vse in to ne tisto, kar si želiš poslušati, žal. Potem jih razvrstiti, potem za vsakega pobrati najboljše dele ven, najbolj reprezentativne, napisati nekaj smešnega na to, pol še posneti in zeditirati, kar je dejansko na koncu najlažji del. Večina Ko imaš ljudi enkrat misli, že pripravljeno. ko že veš, kaj boš naredil, potem posneti in vse skupaj urediti, to še nekako gre. Do tam pa je kar muka. Ok, ampak tudi sam kot mlad si bil beden glasbenik. O ja. Ok, torej spadaš v to To je kategorijo. lahko. Seveda, lahko govorimo o tem. Bi se šel z nami eno igro? No, dajmo, ajde. Mi ti bomo dali 6 Lahko komadov. rečem ne, ali kaj? Ne. Sem prišel sem. Ne, v bistvu to je bilo retorično vprašanje, ampak ok. Torej 6 komadov ti bomo dali, ti jih moraš ugotoviti. Če ugotoviš vse, dobiš nagrado. Yeah. Ok, eno nagradico te bo pričakala. Ampak pazi, pesmi so odrezane do vokala, torej dobiš intro, tipo Sarabanda. Sarabanda, ko načetek, Landovino Konuna. Landovina Konuna. Bomo videli, če boš uspel tega. Imamo prvi primer in moraš pač uganiti v teh nekaj sekundah. Tukaj imaš srečo, 8 sekund intra imaš in seveda potem čaka tudi odgovor, ne, pravilen, če je. Jaz sem malo nervozen. Res? Da vidimo, koliko poznaš pesmi, ki si jih ti dejansko v svojej... A še tako? Ja. O, moj bog, ok. Te čaka dosti. Allora, prvi primer. Poznaš? Bi rekel kar, da ja. Ja. Mislim, to sem ravno kar komentiral, tako da Tako to pa je. Japonka s Portoroža. Poševno oko, godno za poroko. Klasika. Veš, kaj me skrbi? Bravo, Da, Marko. za Aljaš to. Skrbi me, da Aljaš to vse zna. 10 points for Marko. 10 points, ok, 10 Ja. točk. Najmo bo 10 točk. Gremo na naslednjo, to je drugi primer. Pa me zanima, kako se boš tukaj odrezal. Prišlo mi bo to noč. Bravo, vem, da si on point. 20 točk. Drugače, Andrija Makoter Ja. tudi z delfini ustvarja. Samo Kaj kot je najnovejša delfini? informacija, ne vem, Čakaj, če mislim. Ne kot delfini, kot delfini na morju, ampak delfini kot ansambl delfini. Ok. Hvala lepa za... malo. To nam je spremenilo življenje res, danes. brez Aljaš. tega vem. danes ne bi preživeli. Tretji primer. Že malo mrki pogledi. Ja, siguren, jo ve. Zapoj, ajde, dej. Kaj lahko rečem, kaj grdo besedo, ampak nisem siguren. To je Reči prve dve besedi. Tipi so. Aha, sem vedel, bo cenzura, sem vedel. Je še malo prezgodaj za biti brez cenzure. Tipi so, v glavnem, 30 točk, bravo, dobro ti gre, odlično. Vidim, da si dobro pripravljen. 3 od 3. Zdaj se ve, zakaj jih je delal en mesec te videe, razumeš? Četrti primer. To razmišljaš, ali že veš? Še vem. A že veš? Kdo bi lahko pozabil, še vse v redu bo od Rafa. Jih zna. Kaj lahko še zaplešeš, prosim? Kako je zaplesal? Ne. Ne pozabil, si pozabil odpreti usta. Ne veš kaj? Ja, usta, ker rabimo Jaz kontent. snemano, gledaj. Bomo raje Rafa vprašali. Pa folk smeje za mano, ne meni. Še realno. On point. Peti primer, zaenkrat imamo vse točke. No, da vidimo tega. Tle pa nismo si... Ne, jo zna. To je... V parku. Druga objema in meč. To cviljenje ne pozabiš, tega cviljenja, to stane s tabo. Maček pod oknom. Nič, vidim, da zaenkrat smo 5 od 5, pa da vidimo, Ne če morem boš... zdaj zadnje Marko, paliti, Ja, ne, Marko, zadnjo boš pa skoraj zagotovo skinul. Ne gre za 1 milijon evrov, gre pa za zagotovo lepo nagrado.
Valjda veš. To pa bo kar Franc Gorza z ribicami cuka. Kdo bi lahko pozabil, dame in gospodje? Ja, to je res težko pozabiš, pa tudi težko prebaviš. Ampak ko smo že pri Francu Gorzi, ne? Res Težko je. poslušaš. Ima... Franc Gorza ima eno sporočilo zate. Prosim. Ja. On je pač reklamiral nek moj spot, neko mojo pesem, kaj jaz vem, ampak to se mi ni zdelo ok in normalno, da sem mogoče odreagiral malo tak, ne. Da sem mu pač rekel, gleda, to tako ne gre in da se tega ne dovolim, ne. Ja, vse ok, Marko, pozdravljen Marko, ne, če si kje blizu, pozdravljam te in upam, da je vse ok, kar se tega stiče, ne. Želim mu vse dobro. Enako. Vidiš, kako ljudi tudi znajo sprijeti što s nas, ni to lepo? Ja, Takrat ga ni, ampak zdaj. To je bila tvoja nagrada, ne? takrat ga ni. Je bilo vredno se potruditi priti do konca. No, me veseli. Ampak to se zgodi večkrat, da v bistvu Slovenci se ne znamo nasmijati na svoj račun. Če gledaš Italijane, oni to neprestano počnejo v svojih... Ja, pri nas ni toliko tega. Pri nas, če nekdo posname nekaj nate, smešno, večina folka zameri, kar konkretno. Mi bomo sicer nadaljevali pogovor z Markom Žerjalom, ki bo povedal potem po nekaj hitih svoje mnenje, stališče na različne teme in tudi kateremu političnemu polu pripadaš. Seveda. Ok. Vse to bomo izvedeli. 8:17. To in več. Sophie and the Giants z nami. To je jutro na Kaprisu, 8:34, 14. september. Nadaljujemo pogovor z Markom Žerjalom. 031533288 SMS-i, če želite vprašati, kaj Marka, drugače pa tudi 08179 za tiste, ki želite poklicati. In seveda mi ostajamo na voljo. En klic imamo. Da se javimo. Dobro jutro. Ja, dober jutr, Milena pri telefonu. Dobro jutro. Jaz sem želela vprašati tega vašega jutranjega gosta, tega vašega komedijanta, a je on Marko Žerjal ali Žerjal? Ker to me zdaj zelo zanima, s Franco sva se stavili za to, kdo bo zdaj potico naredil, zato ker jaz sem rekla Žerjal, ona je pa rekla Žerjav, to me zanima, pa lepo pozdravite Manca Pogačnik, tako zelo fajn. Hvala, Milena. Zelo fajn, ta Andra. Prijazno, Lepo bote, pa hvala lepa. Hvala, čau. Je odgovor na vprašanje poslušalke Milene? In prvo lep pozdrav Manci. Pravilno naj bi bilo izgovorjava Žerja U. Aha. To je pravilna izgovorjava, ampak jaz vedno rečem Žerja L, zato da folk ve napisati. Ker drugače imaš lahko V, U, karkoli. Pravilno. Žerja L. Je lažje. Dobro premišljeno. Trdi L ali mehki? Mehki? Ja, veš kaj, je na koncu, je treba pomisliti. By the way, ta Milena zveni, kot da je nekaj spila že danes zjutraj. Vem, bilo to res potica tle v igri. Mislim, to je malo priredila za te za radio, ne? V potico se vedno še kaj doda. Se kaj dodamo, mislim, da ta kar gre mimo. Nekaj časa si na svojem Instagram računu želel prikazati, kot da si najmanj obalni Conor McGregor, glede na imidž predvsem, torej veš, Porsche, pa tisti plašček in tako. Kje je zdaj Porsche? Porsche sem vrnil, imel sem ga sposojenega za 1 leto od enega družinskega prijatelja. Ja, dobro, ti si dobro prešvercal zdaj. Ja, čakaj malo. To za 1. april sem objavil, da sem ga kupil. Folk malo poštekati, kaj se dogaja. Čakaj, kje je plašček? Plašček je doma, navadno. Brez skrbi. Plašč je še. Za Porsche pa mi je folk nasedel do te mere, da en znanec je videl ta video, da sem dal za 1. april in on je razmišljal, on je dal to ven za 1. april, da bo ljudje mislili, da je hec, ampak verjetno je res, ne, jih hoče zafrkniti, tako da si res kupil Porsche in tip si je kupil nov Porsche, da se mu šli voziti skupaj, kdaj, dobesedno. In čakalna doba takrat je bila 1 leto za dobiti nov Porsche in on je dobil svojega isti teden, ko sem jaz mojega vrnil. In prije do mene, lahko bi še kje voziti. On je bil joke, veš, jaz sem to vrnil. Kaj? Za joke je kupil in je. Če smo že pri Porschejih, preko si se vrgel v stand-up
si bil programer. Zdaj, je bila to prava poteza, kar se tiče nekaj finančnih odločitev? Ali... Ja. Ali je to bolj šala? Veš kaj, ful mi všeč tako malo jest, pa ne vsak dan. Kaj dobra poteza, kar stojim za njo. A stojiš, torej, kaj je v redu, torej, si zadovoljen s svojo službo, ne bi šel nazaj na programerstvo? Sem stand-up coming, moram stati za tem, veš. Ja, je stand-up. Stand-up bi bilo malo drugače. Ne, samo res, a zaslužiš tako, ali je z roko v usta, ali se lepo zasluži kot stand-up komik? Nekaj vmes. Imaš mesece, ko so kar dobri dejansko, predvsem kakšen november, december, takrat je vrhunec naše sezone, takrat živim dobro. Stari del leta, pol pride januar. Če imaš kakšen rojstni dan, ali kaj takega, ne jemte me, prosim, jaz ti jedu. Je v bistvu kot eno dalmatinski lifestyle samo zamaknjen za ne treba. Ja, tako nekako. Je sezona in je lakota. To je v stand-upu. Med vsemi tvojimi videi si govoril tudi o feminističnem gibanju. Je res. In o tem bi lahko tudi kakšno rekli, ampak ti damo nekaj časa, da malo zadihaš, prav? Okay. Pa bomo dali eno posebno tudi deklino, če bomo take stvari omenili. Miley Cyrus, Jaded, 8:38, 14. september, Marko Žerjal v studiu Radia Kapris. Dobro jutro. Jutro. Miley Cyrus, Jaded na Kaprisu, 19 minut je še do 9. Marko Žerjal je v našem studiu v četrtkovem pogovoru. Manca, izvolj, jaz vem, da ti to komaj čakaš. Hvala. Nas zanima tvoje mnenje o naslednjih stvareh, prav? O feministkah? Kar lahko poveš, lahko komentiraš. Ja. Smo dali malo drame. Ja, so zelo v redu dekline. Ne toliko privlačne ali pa s pointom, ampak zanimive, tako veš. Kaj je najbolj zanimivega na njih? Da so feministke. A to je ta point Ful mi je smešno, ker tako si pravijo, da so gibanje za ženske, ampak 3/4 žensk si pravijo, da niso feministke. Tako da malo nekaj ne štima, ne? Malo mi je čudno vse skupaj in take kontradikcije me zabavajo. Ok, o veganih? Zakaj si njega pojel? Samo pogledal sem stran, ker sem mogel, ali sem se... Mislim, malo podhranjeni, drugače pa v redu. Nočeš jih imeti na pikniku, ampak drugače pa v redu, ne vem. Okay. O anticepilcih? Kaj povem, večina jih je kul, moraš potem take Saše Petek in podobne, ki pa niso jih v redu več, ne? O harpu? To je nevarno, s tem delajo vreme, fantje, čujete se. Kaj to se navaja spet na isto osebo? Podobno, kuhajte kis v glavnem, kuhajte kis. Okay. O flat eartherjih? Ja, folk dejansko verjame, da je zemlja ravna, očitno nimajo morja blizu, da bi videli, kako barke zginje, jaz ne vem. O homoseksualnosti? Nice. To je no comment. Okay. Kaj zapovedati, pač folk ima rad določene spole. To je to. Nima nekega ful mnenja o tem, to je pa res tako, ne vem, dobili smo čudnih vprašanj. Zakaj? Za tebe ne sme biti čudnih vprašanj. To je brez po eni strani. Zelo podpiram. Dajmo fantje in punce. O čaletu, saletu. O, legenda. Legenda. Je v redu poveščanja s tem saletom. Ste imela svoj trenutek, tudi vidva. Ja. Nikoli nismo imeli noben trenutek sprave ali kaj takega, ker si ne želim tega. Ampak ja. Smo imeli trenutek, ko smo se malo primili. Good job. Danes smo grejo te vprašanja, tipo on point. Če googlaš Marko Žerjal z L-jem, ti najde najprej stavbarstvo Marko Žerjal SP iz Škofljice. Zdaj, v bistvu, če malo poskrolaš, ne vem kaj, mogoče ste v kakšni povezavi, ne? Ja. To je moj alter ego, ne delam kot komik in to tvoj klon dela kot stavbarstvo. To je za tiste mesece po decembru. Ja. Ne, to je vmes. Zdaj, v bistvu, če pa malo poskrolaš, pa v bistvu najdeš zavihek na znanem desničarskem mediju, ne? In ta se navezuje pa na tebe, na tega Marka Žerjala, ker te imajo precej radi te imajo tam. In gleda to, da si se loti v enem videu levičarjev, kateremu političnemu polu pripadaš, ker desen te ima rad, tako da. Ne samo, da me imajo radi, Janša me je retweetal večkrat in bil sem predvajan v parlamentu. Ta moj video o fašistih. Sam sem drugače anarhist, ampak ja, me imajo rajši na desnem polu, kot na levem. Zanimivo. Na desnem, ne po tvoji izbiri, pač po tvojem delu. V bistvu po mojem delu, ja. Nekako, ne vem. So se mogoče tam prepoznali na nek način na tem delu, ali? Mogoče. Po mojem sem en izmed redkih slovenskih komikov, ki kritizira tudi levo politično plat. Aha, okay. Večina jih je bolj tako levo usmerjenih in potem so vsi, Janša, Jaz pa hecam iz vsega. Sem se že iz Janše, sem se že iz Tonina, iz levih, iz desnih in potem nekako
So bili, ta je tudi za nas malo. Eden in edini. Enega imamo. Ma ne, sigurno še kakšen. Eno nas ne totalno sovraži, dejmo, žerjal. Daj mi, ti povej eno skrivnost. Kdo je ta tajnica skrivnostna? Tajnica, ne vem, če govoriš, misliš, asistentka slučajno? A nekdo Ja, malo asistentka, slabo ja. naredil domačo nalogo, Žiga, kaj se ti dogaja? Asistentka je izposojenka, jaz sem bolj za... In potem se meni smejejo, ker se, jutro ne zna funkcionirati. Le, kaj je za to, Žiga? No, zdaj ti raje odgovori na vprašanje. Si se hotel v malce bežati v vprašanju. Sploh ne, kaj? Asistentka je pa punca, ki mi asistira. In njeno ime in ostali podatki bojo ostali tajni. Zakaj? Tajnica. A zdaj pa je lahko tajnica. Hočemo vedeti, Ne, nekaj, malo vsaj, kaj. trištača, boš povedal. Kakšne barve las mal, nekaj povej. Številko noge. Pa to se menja vse čas barve las, veš, ko so ženske. Torej nekdo, ki se redno barva. Nekdo, ki se redno... Zdaj bomo spremljali, s kom se Preveč sem še povedal. Marko Žerjal po Kopru. Okay, Kakšen si bil pa ti v osnovni šoli? Si bil bolj tisti na strani nasilnežev ali na strani žrtev nasilja? Ker težko je prevesti bully, pač bullying Ja. v tem stilu. Aha, razumem. Večinoma sem bil bolj tako, ne toliko na strani kot žrtev nasilja. so te zafrkavali in take zadeve. Ja. Sem kar tak, da me je zelo enostavno hecati, se mi zdi. Dobro, zdaj jim vračaš z obrestmi. Ja, malo milo za žajfa, ja. Okay. Že čez nekaj trenutkov se vrnemo k Markovi komediji, damo Harryja Stylesa. Veš, kaj sem zdaj razmišljal? A bi se znašel Harry Styles v seriji bednih komadov? Mogoče ne s Satellite, ampak z Watermelon Sugar, mogoče, ki ima pač tak naslov. To bi bil material zate ali... Ne vem, jaz gledam samo slovenske bedne komade, tuji me ne zanimajo toliko. Bi imel preveč dela mogoče tudi. In to je eno in drugo pa, ne vem, imamo toliko dobrih slovenskih bednih komadov. Ja, da Dobrih, zakaj iskati bednih. na tuji sceni. Gremo naše prvo porabiti, pol bomo šli dalje. Tudi to je res. Sicer pa je humor zelo subjektiven, nekateri mogoče uživajo v tem, da jih ti malo pohecaš. Tako si namreč ocenil pesem Davida Sinkoviča. To mesto si zasluži kdo drug kot pa David Sinkovič z njegovim komadom Ribi, ribice, ribice. Ta komad je samoizpovedne narave. Opisuje, ko se naš junak zjutraj zbudi, si uredi frizuro, no ja, frizuro, pač. Nekaj poje in se odpelje v službo. In to ni kar neka služba. Ti prodaja ribice. Aha, ribice za pojest. Kaj je s to melodijo? Zakaj zveni, kot da bi pobrana ven iz neke stare igrice za Nintendo? Ne samo, da se je folk smejal Davidu potem, ko je dal ven ta komad. Ta ženska, ki je not, se mu je smejala medtem, ko so ga snemali. Da bi na koncu refren res ostal v spominu, ga ponovijo 4-krat. Tako da komad na koncu traja 5 minut in pol. 5 minut in pol življenja, ki ste ga vrgli stran za poslušati Te zdrave ribice. Ja, sej so zdrave ribe, ampak vsake toliko najdeš kakšno, ki smrdi. Tako kot ta komad. Au, shots fired. Ja, kar precej streljanja je bilo, ne, slišati zdaj. Imamo mogoče še eno stvar za tebe. In sicer smo poklicali Davida. In zdaj najprej vprašanje, kaj misliš, da nam je povedal? Po moje ni vedel, kdo sem. Misliš? Mislim, da boš mogoče presenečen. A res, ali kaj? Ja, za Markota Žerjala v bistvu ga poznam, vem, kdo je, on sicer je Koprčan, reklamira dosti tudi pač bedne komade, moj sin ga pozna in je njegov veliko oboževalec, tako da meni se zdi v redu dečko, jaz rečem tako, sebi dela reklamo in drugim dela reklamo, tako da to vidim zelo pozitivno. Vedno je dobrodošlo, če nekdo se ukvarja z kakšnimi aktivnostmi od drugih, da jih v bistvu izboljšuje, da govori o njih, ne, sem zadovoljen glede tega, tako da Marko Žerjav je pravi mož. Vsem poslušalcem Radia Kapris bi zaželel, da se imate fajn, da uživate, poslušajte Radio Kapris in predvsem športajte na veliko. Je rekel Krapris. Ribice. Ribice in je končalo pač tako. Jaz sem zjutraj rekel, da sem morko, tako da glej se Ura gre zelo, zelo hitro, nažalost danes prehitro zaradi našega gosta, Marko Žerjav, torej kdaj te lahko vidimo? Žerjal, L. Pa je rekel, da je Žerjav. ampak piše se L. Vi samo rečete, nima veze. Marko Žerja.
Žerja, ja. Žerja. In zdaj ti ugani. Kje te lahko vidimo ali slišimo, kaj uživa? Na YouTubu me lahko spremljate, če ste iz Kopra, imam vsak mesec v CMK-ju, zdaj dogodke, lahko pridete kaj mimo, spremljate na Facebooku. To je pa to. To je to. Ma čakaj, kaj nisi v Hungariju zdaj? Ne, to je že bilo poletje. A zdaj nimaš nič? Ne. Čas gre ful hitro, manjca. Ja, Te razumem. ni več avgust. Jaz te razumem. Končalo, tako da zdaj gremo naprej na druge projekte. Sem pa bil, ja. Če me poklicali par mesecev nazaj, bi vam povedal vse o tem. Ponovadi so tvoji YouTube videi končajo s to pesmijo. To mi deli. Pa jih povabimo vse tiste, ki so z nami še vedno na njihov zaključni koncert. Zadnji zaključen koncert. Ma čakaj, meni zanima, zakaj lih ta komad na koncu vsakega tvojega videa. Ker mi je všeč. Sam to? To da. Okay. Kaj, to dovolj, še razlog več? To je dovolj. Pojdi pil delovita. Marko, hvala ti za obisk, bodi fajn, uživaj. Enako. Čau. Čau. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Caprice. Dobro jutro, Radio Caprice.